hi, hello. Alenka je tukaj, kje ste, kako ste? Ne upam več toliko na glas začenjati video, ko vsakeč, ko se na začetku zaderem, ste po moje tako nope, pa tako kliknete preč, ker ta mikrofon ni več v redu, vem, ampak ful sem počasna z naročevanjem novih stvari, res počasna, presežem, da sem v postopku naročevanja mikrofona, ampak se toliko bojim tega, ker res nisem tehničen človek in me je strah, da kaj butazga naredim in okidoki poki smoki. Še zdaj za nov video in sicer ne vem, koliko točno sem malo. 7 izjemnih, neverjetnih, nenavadnih, bizarnih, zanimivih in deloma zapuščenih krajev na svetu. Moj plan takoj marca po Masterchefu mojemu je bil Tajska, go, flow, fly. Jaz nisem pila, presežem, čudna sem cela danes. Snemala nisem dolgo, zdaj to snemam istočasno kot prejšnji video po parih tednih. Ja, in nisem mogla nikamor iti, če ne drugega, dajmo malo potvati z mojim videom. Kjera čudna fora, ajde, gremo potvati z mojim videom, whatever. Centralia, Pennsylvania. V glavnem gre za tako imenovana vrata v pekel. Zakaj? Ker ta delček zemlje konstantno gori. To so ex-coal mines, torej bivši rudniki premoga. Ogla. Ta stvar konstantno gori, bom razložila zakaj. Najbolj smešno je, ker ima še 250 let v dobrem, da gori. Še 250 let bodo to vrata v pekel. Sploh ne vem, se da to obiskati ali ne, zna biti malo nevaren, definitivno je zapuščen, ker mislim, da toksični plini gorijo. Gori pa že 35, oziroma več kot 35 let. Zgodba gre tako, da so geologi več kot 35 let nazaj tam iskali zemeljske pline in so vrtali in kar naenkrat je cela zemlja dol udrla skupaj z vsemi napravami, ki so jih imeli. Valjda noben ni več upal tja iti, ker je strupeno, noben ni upal teh naprav ven pobrati. So pa želeli izničiti te pline in se jih nekako znebiti, oziroma ne vem, s tem nekako je manj strupeno, se ne v glavnem, zakurili so jih. In ta stvar še vedno gori in še 250 let bo gorela. Na drugi točki imamo misterijo skeletnega jezera. Ne vem, če lahko to delam, ker je še zmeraj žalostna zgodba. Zakaj je skeletno jezero? Zaradi tega, ker je bilo tam najdenih stotine trupel, bolj natančno več kot 400, mislim ne trupel, pardon, ostankov, kosti, lobani. Gre za jezero Rupkund in je v Indiji in je tudi eno najlepših jezer ever. Zdaj je to ful lepo turistično, ljudje radi tja zahajajo, ampak šok pa je bil za tistega človeka, boga stražarja tega parka, ki je leta 1942 odkril te okostnake. Tega je cel jezer. Največja misterija je pa v tem, zakaj je misterija jezera, ker še zdaj ne vejo, kaj točno se je tem ljudem zgodilo. Vsi imajo zelo podoben simptom, pač podoben rezultat in sicer na vrhu ali pa tle bolj zad v glavi, v lobanji so either luknje ali pa pač nek top udarc, ne vem, nisem nek forenzik, v glavnem na zelo podoben način so umrli in to je bila še dolg misterija in še zdaj ni točno jasno, kaj se je zgodilo. Je pa jasno veliko teorij zarote in ker sem jaz teoretik zarot, ne hecam se, to sem samo self-blessed teoretik zarote. Ena ideja je, da je bil to nek ritual, da so se sami žrtvovali in ubili. Na isti način, zdaj ne vem, ali so jih drugi mogli kamenjati ali kaj, ne vem. Druga opcija je, da je šlo za neko plague, neko kugo, neko bolezen, neko epidemijo. Dobro, da s korono tako ne zdravimo, stari. In da niso vedeli, kaj narediti in so jih na ta način spet ubili vse naenkrat. Tretja opcija, kjer je to, da je pa to rezultat od zgoraj in sicer toče. Ker je to tako visoko ležeče jezero, čez 1000 metrov, res visoko, ni bilo nobene zaščite in je možno, da je bila res toliko velika toča, da jih je vse zelo naenkrat pobila. Načeloma še vedno to pozo narediš, in je velika verjetnost, da te odvzata, ne boš face gor nastavil, tako da ja. To je opcija. Še en razlog, zakaj je to misterija, je to, da kaj so te ljudje tam delali. Niso imeli razloga, verjetno niso turistično tja šli, ker
To so zelo stare stvari, najprej so mislili, da je iz 14. stoletja, pa so pa ugotovili, da je iz leta 850 in to je ful visoko ležeče in tukaj ni bilo trgovskih poti in nobene logike, da bi ti ljudje tam bili. Meni to zelo deluje kot ono omakanih, ne vem, epidemija varianta. Zdaj, da bi jih točno tam random pobila, je čuden, zakaj bi 400 ljudi tam bilo. Ker očitno ni ostankov vasi, na vse zadnje to je jezero, tako da... Kva mislite? V tretji točki imamo Mujnak. Itak bom narobe povedala. V glavnem, to mesto sem hodila reči, je totalno zapuščeno. Čista puščava. To je bilo včasih lepo pristaniško mestece, zelo uspešno, bom pa povedala, kako zelo uspešno. Je šlo za 4. največje jezero na svetu. So se oni odločili tako drugače zregulirati reke, da zaradi bombažnih nasadov, da so sčasoma presušili to jezero, hoteli so nekaj dobrega, ampak niso dobro preračunali, tako da je zdaj nastalo neskončno veliko škode. Ta jezer je samo še ostal delno zdaj v Uzbekistanu, delno pa v Kazahstanu in je prav, se lahko predstavljate, kako ogromen je bil, če v dveh ločenih državah. Predtem so na leto proizvedli 22 milijonov ribjih konzerv, z njimi so predvsem oskrbovali sovjetski trg. Danes je pa to žal mesto, ki nosi hude posledice tega presuševanja in imajo ful finančnih težav, da ne govorimo o zdravstvenih težavah. Tega imajo pa res veliko je raka, veliko je hepatitisa, veliko je res slabih bolezni, veliko novorojenčkov se že rodi bolanih ali pa sploh neživih. Je en tak žalosten napomnik tople grede, preveč posegamo v naravo in zime tam so zdaj mrzle, poletja so vroča, v glavnem ni fajn, je pa res tak en naraven spomenik. Na 4. mestu, to sem mogla obvezno vključiti glede na to, da je naša soseda in sicer Italija. Gre za jezero Rezija, ki je zdaj čudovita znamenitost, žalostna preteklost, čudovita znamenitost, ker iz celega jezera gleda ven samo zvonik cerkve. Pa še zdaj krožijo legende, da ta zvonik še vedno zvoni, zvonovi bijajo in še vedno slišijo zvonjenje. Stari ground bi mi rekli temu mestecu in je bilo zelo happy mestece do leta 1950. Takrat se je namreč italijansko podjetje Montecatini, elektropodjetje, odločilo, da bo združilo dve jezeri. S temu jezem naj bi oni sčasoma združili dve jezeri, in sicer Recenzi in Viterzi. Takrat so prebivalci 1950 nasprotovali, res so bili oni prosim, ne vedeli so, kaj sledi, vedeli so, da jim bo poplavilo domove in da bo šlo vse v K, ampak oni takrat niso poslušali in so vse to naredili. Nastalo je torej po italijansko Lago di Rezija in to je valjda potem poplavilo ta ground mesto. Če se kdo sprašuje, kje točno to je ful blizu meje obenem in z Avstrijo in s Švico, je pa takrat, ko je to nastalo, je vzelo domove 163 družinam. In tisti, kar so oni dovolj pa v zameno, da so jih kar v eno oddaljeno vas dali v neke barake, pač definitivno ni bilo dobro poskrbljeno za njih, imajo samo še, ne vem, žalostne spomine, pa nekateri so dejansko še preživeli, mogoče zdaj, kakšni so bili takrat otroci, ampak to so zelo daljni spomini, pa fotografije, kakšne obstajajo in to je edino pomnik zdaj na to vasico, je pač ta zvonik, ki gleda iz vode. In pa fun fact, dejansko zdaj, če to zamrzne, ko zamrzne pozim, se dejansko lahko sprehodiš do njega in je pač tudi zavarovan spomenik. Na eni točki so ga obnovili, ker ga pač definitivno hoče obdržati, ker je res nekaj za pogled. Pa pridemo do te naše legende, da tam še vedno bije in straši, pač zvonovi zvonijo. To ne bo šlo čez glede na to, da so jih odstranili, istočasno so odstranili zvonove, ko so tudi porušili eno ladjo cerkve, se pravi, to je ena izmed, ne vem, desna stran, leva stran, srednja. Mislim, da je srednja ladja, ena ladja, druga ladja. V glavnem, ladja pač kot del cerkve. In tam so bile tudi res krasne, neprecenljive freske. Zdaj ne vem, so oni te freske rešili ali ne. Upam, da so, preden so dejansko zalili vse, nisem zihar. Zvonov v glavnem ni, tako da če bije, je še toliko bolj scary, ker ne vem, kaj pol bije, ker pač zvonov ni not. Na 5. točki imamo nekaj, ker imam feeling, da sem jaz že govorila o tem, pa verjetno ste že slišali, če niste, Richat ali oko Sahare v Mauretaniji. Tale je spektaku fucking laren. Pardon, kakovnem. Ogromen je, ki ga vid se ga iz vesolja, to verjetno vsi veste o njemu. Vid se ga iz vesolja in NASA ga je imela dejansko za tako oporno točko, kje se nahajajo, kje oko Sahare, tam je naš Sauronov uč. Tja gremo, oziroma niso šli tja načeloma, ampak vedeli so, kje so.
Fun fact je, ker je načeloma nepojasnega izvora. To se je ful spreminjalo, zakaj je tak, je, zakaj je toliko popolne cirkularne oblike, zakaj je tako lepo v krogu in zakaj dobesedno zgleda kot uč, pravno šarenica je narejena več. Wow. Nedolgo nazaj je bilo še nekako prepričanje, da so to ti saharski vetrovi, ta neurja, ne vem kaj, da pač nekako tam zacirkulirajo, zadensajo in nastane ta uč. Zadnje razlage so pa to, da gre za premikanje zemeljske skorje na ta način, da preoblikuje pa obenem še erozija. To pa mislim, da je bolj tisto na šarenico potegne. To je zadnja razlaga. Glede na vse razlage pa še vedno ni razlage, zakaj je to popolno okrogle oblike. Pa fun fact, če je to uč Sahare, kje je drug uč? Recimo, da Zemlja ni kiklo, eno oka pošast, torej, kje je drug uč? Mislim, a kdo ve, a kdo kje najde drug uč? Čudeno vprašanje. Na 6. točki imamo velikanske kristale iz jame Najka. Najka? To me res spominja na en film. Mislim, da je en novejši film, pa mislim, da je ali globoko v zemeljski skorji se dogaja, ali pa v vesolju. Če se kdo ve, o čem govorim, naj me spomni v komentarjih, ker sem pozabila, ker film ima te gromozanske kristale vključene not, ampak to dejansko zgleda identično, jaz nisem vedela, da to obstaja. Gre za to, da sta dva rudarja kopala rov 300 metrov pod goro Najka, in sta to jamo odkrila. To je, by the way, v puščavi Chihuahuanan. Jaz res so ne vem, Chihuahuanan. To ni edini prostor na zemlji, kjer so taki kristali najdeni, ampak druge, ki so najdeli, takrat so bili tako 2 metra. Teli so pa do 11 metrov, premer 4 metre in pa, mislim, to ni to, premer, pa 55 ton imajo, to so gromozanske stvari, to je pač moja bajta, basically, moja, naša domača bajta, to je huge. Še en fun fact jame je, da ne morate tja prijeti na obisk malo počekirati, ker je toliko nevarna, oziroma ne toliko nevarna, kakor je humid, soparna, ful je preveč vlage v zraku, pa ne v smislu, pa vročina je neznanska, ne vem koliko stopinj je noter, ampak tja še v res zaščitnih oprema znanstveniki hodijo za maksimum, mislim, da pol ure nekaj počekirati in može nazaj v normalen človek, mislim, da bi se v 10 minutah zadušil v lastnih pljučih, ker je toliko vlage v zraku, tako da žal ne morate tja random hangout, lahko pa gledate slike. Na zadnji 7. točki imamo modro luknjo. Prej sem razmišljala, kje je drug uč, če imam uč Sahare, mogoče je to. Sam ne vem, je ful več narazen in pa je tako žabo dobiš iz zemlje ali bliz, nimam dobre geografske predstave at all. Se pa nahaja na Bahamih, uvek sem se nehala vrteti, zdaj sem začela, pa sem spet dojela. Gledam na Bahamih, na obalah Belizeja in je 14 km globoka. Tisti, ki se bojite globine, oziroma jaz sem to zadnjič dojela, skočem iz unga pedolinata, a poznate ta čovek, ki gonaš, in skočem dol, pa sama sem šla v vodo, noben drug ni bil, ko se počutiš nekako konektano pol, ampak sem bila sama in si tako črn morje, sama sem, kar mi začela teči uno, tako morski psi me bojo napadli, v glavnem scary mi bilo, ni mi bilo udobno, pa še nisem mogla splezati nazaj gor in res scary rater, v glavnem pardon za random zgodbico. Kdor ima ta strah, naj komentira. Moj sem ni toliko močen, ampak ga imam, pa višino tudi. V bistvu ne gre to za neko tipično morsko tvorbo, ampak gre za kraško obliko, neko globoko vrtačo vdolbino, luknjo, nek kraški pojav, ki ga je pa zalila morska voda. Zdaj tako, Bog pomagaj, tega so to strašili, če se bojite te globoke vode in sicer v času plimovanja tukaj nastanejo hudi vrtinci in se začne ta voda nekako premikati in je to tista stvar, ki je zelo nevarno, da te not pofrka in pol si uriti. Ne sam človeka, pa je sposoben ta vrtinc not pogoltniti večji čoven. Večji freaking čoven. Ne grem tja, plavač mi plačeš, nope. Ful primanjkuje kisika v tej jami, tako da tista bitja, ki so not so taka imam. Pa bolj kot ne anaerobne bakterije, tako da. Dragi moji, to je to za ta video, upam, da ste uživali, upam, da mi bo všeč. Povejte, kjer vam je najbolj zanimiv, meni je ziher Skeleten jezer ali pa to, kaj je v Italiji, ki smo to grem lahko pogledati, to je na vse zadnja turistična točka, pa kakšen video naredim, V glavnem, Eliana mama, trajte se imejte s video naslednjič, aj čau!